Z Iveto Perc, nekdanjo skrbnico Planinskega doma na Resevni, začenjamo serijo filmov z naslovom Zgodbe naših ljudi. V njih predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamujejo življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Moja zgodba z delom na Resevni se je začela decembra leta 2012. Začela se je zaradi tega, ker sem razmišljala o tem, da bi mogoče bilo zanimivo poskusiti delati nekaj za sebe, da vidim, če se znajdem tudi v teh vodah. Pa mi ni žal, da sem začela. Meni je užitek delati, fajn mi je. Moj delovni dan na Resevni se je začel v sredo. Ponedeljke pa torke smo imeli zaprto, tako da smo si mogoče vzeli lahko z mami majčken frej. Ob sredah smo odpirali ob 8 zjutraj, bile smo potem skozi tukaj gor, tudi vikende smo vedno vse bile tukaj prisotne, vsak praznik. Delo na Planinskem domu je takrat, kadar so ostali ljudje prosti, zato pač smo mi tukaj, da poskrbimo za vse ostale, ki pridejo takrat gor na obisk, ne? Delovni dan se je običajno vedno začel s kavico. Tista jutranja kavica mora biti, lahko začneš dan, potem smo počakali na prve obiskovalce, se z njimi pohecali, poveselili, pogovarjali, postregli tisto, kar so si zaželeli, mogoče kdaj preusmerili na kakšno pot, odgovorili na kakšno vprašanje. V glavnem, delali do večera, pa je bilo to. Včasih smo imeli kakšno zaključeno družbo, se je delo potegnilo tudi bolj pozno v noč, ampak ja. Vse je bilo zabavno. Delo skrbnika na koči ni dejansko samo strežba, pa da mogoče malo poskrbiš okrog, moraš tudi imeti kakšne enolončnice na zalogi. Treba je bilo poskrbeti najprej za nabavo, da smo vse pripeljali na Resevno. Kadar se je dalo pripeljati, pozimi smo velikokrat prinesli tudi stvari gor, razen kadar smo imeli pač te naše sosede, ker smo res imeli čudovite sosede, da so nam pomagali pri sami dostavi pozimi, da se je cesta zorala, spucala, pa da se je roba gor pripeljala. Treba je bilo skuhati, enolončnice pripraviti, preštudirati, koliko bomo časa imeli. Štrudeljčki so bili tudi vedno na razpolago. Kakšna kosila ali pa za kakšne zaključene družbe smo imeli pa vedno po naročilu. Smo se mogli pa prej dogovoriti. Kolikokrat sem prišla peš na Resevno? Vsako zimo, ko je bil sneg na cesti, pa se ni dalo pripeljati gor. Pa kadar sem imela tiste svoje prebliske o tem, da je treba iti pa tudi majčkeno večkrat peš. Kadar so me planinci oziroma obiskovalci na Resevni spraševali za kakšne nadaljne informacije, kam bi lahko šli, kaj bi lahko videli, sem vedno najprej pomislila na Rifnik, ker je pač Rifnik. Naš sosednji hrib pa ima res neko izjemno zgodovinsko vrednost. Pa Zgornji trg v Šentjurju je bil tudi ena izmed tistih točk, ki so bile vedno potrebne obiska, železničarski muzej. Potem pa naprej, ne vem, če jih je zanimala mogoče bolj pohodniška smer, seveda proti Svetini pa proti Celjski koči, kakšen Bohor, Bočke, tašnega, odvisno iz katerega konca so prišli Slovenije, ne. Ker Resevna ima eno zelo veliko srečo, da je uvrščena v razširjeno slovensko transverzalo, zato imamo tudi velikokrat obiskovalce iz drugih slovenskih regij. In je v bistvu kar fajn vedeti, pač, da se majčkeno pozna ne samo planinske poti, ampak tudi Šentjurska občina oziroma kaj Šentjurska občina nudi takim obiskovalcem, kaj lahko še vidijo, ne. Jaz kakšnih prigod rajš ne bi delila, ker jih res ne znam pravilno povedati. Lahko rečem pa tako, da sem včasih bila kar dosti navihana, rada sem kakšno ušpičila. Mogoče sem rada kdaj tu pa tam kakšnega prestrašila. Mislim, da me kar dosti ljudi pozna po tem, da sem zelo rada spustila steklenico iz rok, tako da sem kjerga konkretno presenetila. Mogoče s tem nekateri, ko so me poznali, so že rekli, ne, ker tule, da ti jaz ne prijemam več od tvojih rok, nič ti kar odlož gor. Glavnem, ja, tako, Jaz vedno sem stremela k temu, da so se ljudje res dobro počutili, domače počutili, da smo ustvarili en dober, prijeten odnos med nami, pač da so se radi vračali, ker so se dobro počutili pri nas. Izkušnje, ki sem jih pridobila z delom na Resevni, so predvsem to, da sem se naučila, da smo vsi ljudje res različni, da nasmeh pa dobra energija res velikokrat pomagata pri tem, da se mogoče kakšne stvari hitreje pa lepše razrešijo, da ni vedno na prvi pogled vse tako, kakor se mogoče zazdi.
da je zelo dobro poslušati ljudi okrog sebe, ampak da je veliko bolj pomembno poslušati sebe. Da vsako stvar, če hočeš res uspešno izpeljati, moraš v to vložiti svojo energijo, pa tudi zelo dobro je, da ti delo, ki ga opravljaš, vrača dobro energijo. Da ga opravljaš z veseljem, pa da si ponosen na to, kar narediš, da imaš nekaj za pokazati za sabo. Ja, na Resevni imamo nekaj tradicionalnih dogodkov, oziroma čisto res tradicionalna sta dva. Eden izmed teh je 1. maj, drugi je Kostanjev piknik. 1. maj, vsekakor vedno na 1. maja, Kostanjev piknik je bil pa vedno drugo ali tretjo nedeljo v oktobru. Jaz sem se obeh dogodkov veselila. 1. maj je bil res tak izjemen, ker je vedno imel izjemen odziv, ker je res Resevna ena tipičnih, tradicionalnih točk pohodnikov. Kresa sicer en dan prej nimamo, ker ne bi bil glih najbolj varen za izpeljavo, ampak ja, 1. majsko praznovanje je bilo pa vedno prijetno, vzdušje je bilo vedno fajno, tudi če je bilo vreme super ali pa mogoče majčkeno slabše. V glavnem, lepo se je speljalo. Kostanjev piknik je tudi ena izmed takih stvari, ki smo jo zelo radi izpeljali tule gor. Drugače sem se pa vedno veselila tistih prvih spomladanskih nedelj, ki so bile res lepe nedelje, ki so res ljudje z veseljem prišli spet malo v hribe pogledati, kaj se dogaja, pa malo na sprehod. Koča, veselje, delo. Ne vem, ljudje, dobra energija, dobra volja. To so tiste asociacije, ki jih jaz vedno povezujem z Resevno. Dragi moji, Resevna vedno vabi, oglasite se, pridite pogledati, kaj se dogaja, predvsem pa uživajte v naravi, uživajte na sprehodu, pa imejte se fajn.